Dobrodošli na današnjo okroglo mizo, ki smo jo v Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice organizirali v sodelovanju s Knjižnico Brežice. Okrogla miza poteka pod okriljem projekta Večgeneracijski center Posavje Plus. Na njej pa bomo obravnavali zelo pomembno temo, prevečkrat spregledano, ne? Hormoni, prehrana in dobro počutje v menopavzi. Menopavza je obdobje v življenju vsake ženske, ki je pogosto obremenjeno z mnogimi vprašanji in izzivi. Žal pa se v družbi še vedno premalo o tem govori, večkrat se omenja, da je še vedno tabu. Zato z veseljem pozdravljam naše gostje, strokovnjakinje, ki so se odzvale našemu vabilu in bodo z nami delile svoje bogate izkušnje in seveda tudi svoje znanje. Tukaj tik ob meni je gospa Maruša Strgulc, doktor medicine, specialistka, ginekologinja in porodničarka. Tik ob njej je gospa Magdalena Fabčič, univerzitetna diplomirana biologinja in vodnica skozi menopavzo. In tamle na koncu je še gospa Sabina Topolovec, soavtorica knjižnih uspešnic o zdravi prehrani, ki jih lahko vidite tudi tamle na mizi. Mi smo se dogovorili, da se bomo kar po imenih klicale, tako da imam dovoljenje, vi zdaj veste uradno, kako je. Za začetek bomo raziskovali, zakaj sta menopavza in hormonska terapija še vedno prepogosto tabu, ter kako hormonski nadomestki pomagajo pri obvladovanju simptomov, kot so tisti najbolj znani vročinski oblivi, pa kakšne težave s spanjem. Zanimalo nas bo tudi, kako lahko na dobro počutje v tem obdobju vpliva prehrana, ter kako prilagoditi življenjski slog, da bomo v tem času živele čim bolj zdravo in polno. Posebno pozornost pa bomo namenili tudi vplivu menopavze, ki se pokaže v delovnem okolju, ker je to tudi ena taka tema zelo pomembna, ker je vse več žensk v tem življenjskem obdobju še vedno delovno aktivnih in je prav, da tudi mogoče delodajalci malo ozavestijo to obdobje žensko. Že na začetku pa se zahvaljujem predvsem vam, drage obiskovalke in tudi obiskovalci, še posebno vam, obiskovalci, da ste nocoj prišli in se pridružili in upam, da boste domov odšli z veliko novimi informacijami, ki vam bodo potem koristile v življenju. Dobro, mogoče, če se vrnemo čisto na začetek, tam, kjer je ta tema najbolj pereča, že ko sem jo oglaševala oziroma smo jo oglaševali, menopavza, od kod si pa zdaj to vzela, zakaj pa to, pa so to druge teme pomembne. Tako da, mogoče gospa Maruša, zakaj sta menopavza pa tudi hormonska terapija še vedno tabu tema? Najprej hvala lepa za povabilo, sem zelo vesela, da sem danes tukaj. Dolgo časa nisem bila v Brežicah, zdaj pa kar dvakrat v kratkem času, tako da lepo mesto je. Kar se tiče odgovora na vprašanje, en velik problem menopavze kot take je, jaz vidim dva vidika. En je ta, da je menopavza še vedno nekako povezana z starostjo in ker je danes življenje tako in način v bistvu tak, da je staranje nekaj slabega, se mi zdi, da ima tudi zaradi tega menopavza eno veliko stigmo. To, kar jaz vedno poudarjam na svojih predavanjih, je to, da menopavza nima v bistvu nobene veze z starostjo, ker se naše zarodne celice, ki so v bistvu razlog za to, da gremo v menopavzo pri povprečno 50 letih in potem živimo še več kot tretjino svojega življenja v postmenopavzalnem obdobju, starajo
drugače kot naše telesne, somatske celice. Tako da prvi tabu, prva stigma, ki jo moramo razbiti, je to, da v bistvu menopavza ne sme biti sinonim za staranje ženske. Ta drugi razlog, zakaj še vedno tukaj neka stigma je pa verjetno tudi naš izobraževalni sistem. Jaz kot specialistka ginekologije in porodništva sem začela s specializacijo svojo leta 2007 in v celotnem obdobju mojega šolanja že na fakulteti in tudi potem v času specializacije se o tem praktično nismo učili. Zelo kratki odseki strokovnega gradiva so bili namenjeni menopavzi, ne glede na to, da je to tako, kot je bilo že rečeno, da je to v bistvu nek dogodek v življenju ženske, ki se mu ne moramo izogniti. Vsaka ženska pride enkrat do menopavze in potem v postmenopavzi živi, ampak kljub temu je bilo temu namenjeno zelo malo časa. Tako da ne glede na to, da sem specialistka z daljšim stažem, je vse moje znanje, ki ga trenutno imam in z veseljem podajam naprej, v bistvu zraslo čisto iz moje lastne iniciative in angažmaja v zadnjih 3 letih. Tako da težko se v eni temi govori, če nekako nosilci znanja z tega področja v bistvu vemo zelo malo, če se ne angažiramo sami. Hvala za ta uvod. Malo sem razmišljala, da pravzaprav bi bilo mogoče dobro tudi malo opredeliti tole menopavzo, ker mi smo oglaševali 35+, ne. Zdaj jaz ne bom poskušala uganiti, kakšne starosti smo mi tukaj, ne, ker to ne bi bilo lepo, ampak zakaj 35+, pravzaprav, če govorimo o menopavzi? Najprej mogoče to, menopavzo velikrat naslavljamo kot obdobje, pa ni čisto nič narobe, če jo, ker pač to je nek termin, ki se je prijel v družbi in tako vsi vemo, o čem govorimo, ampak dejansko po definiciji je menopavza v bistvu zadnja menstruacija v življenju ženske, tako kot je menarha prva menstruacija, ki jo dobi dekle, je menopavza zadnja menstruacija. Se pravi, dejansko en tak enkraten dogodek. Tisto obdobje, o katerem običajno govorimo, je pa nekako razdeljeno na 2 obdobji. Eno je obdobje po menopavze, se pravi obdobje po zadnji menstruaciji, in drugo obdobje je to obdobje prej, ki mu lahko rečemo perimenopavza ali pa menopavzalni prehod. In menopavza v povprečju jo ženska na zahodu doživi nekje pri 51 letih. Normalno obdobje za menopavzo je med 45 in 55 letom. Lahko se zgodi tudi prej, med 40 in 45 letom govorimo o zgodnji menopavzi, kar je pa pred tem, je pa v bistvu odpoved jajčnikov, to je pa čisto v bistvu druga patologija, ker treba je vedeti, da menopavza ni patologija in ni bolezen, ampak je naravni proces staranja ženskega telesa. Če opredelimo, zakaj smo rekli 35+, zaradi tega, ker v bistvu to obdobje menopavzalnega prehoda se začne 7 do 10 let pred menopavzo, in če vemo, da je povprečna starost ženske ob menopavzi med 45 in 55 letom, nam je čisto enostavna matematika nas pripelje do 35 let. Najlepša hvala. Tudi je bilo v moji glavi vprašanje, kako pravzaprav sestaviti okroglo mizo na to temo, ker mislim, da bi bilo različic, katere gostje bi danes tu sedele, lahko mnogo. Ampak recimo, gospa Magdalena, vas sem si zelo želela tudi tu, da bi za to mizo sedeli, zato ker se ukvarjate s to temo, kako prilagajati delovna okolja, in ozaveščate tudi recimo, kako naj bi delodajalec, pa tudi sodelavci nekako sprejemali žensko v teh letih. Nekje sem prebrala, da so bila izdana priporočila v Evropski uniji strokovnega združenja za menopavzo glede obravnave menopavze na delovnem mestu, kjer je vedno večje število žensk v tem starostnem obdobju, to je 300 000 žensk, starih od 45 do 65 let, se pravi, polovica žensk na vseh delovnih mestih je že v tem obdobju. Zdaj, tisti, ki ne razumejo, zakaj ima ženska nihanja razpoloženja v menopavzi in tako naprej, bi lahko rekli, da polovica žensk na delovnih mestih se obnaša nenavadno.
Zakaj? Dejstvo je, da svoje težave nosimo tudi na delovno mesto. Ne moremo jih odložiti in pustiti doma. Tukaj zadaj pa spet ekonomija. Predvsem Angleži so zelo napredni, kar se tega tiče. Imajo tudi certifikat Menopause Friendly Company, ampak oni so najprej preračunali v bistvu, da se jim to splača. Kakšni stroški za gospodarstvo so, če so ženske, ki imajo menopavzne težave v menopavznem prehodu, če nimajo podpore. Tako da v bistvu je zadaj računica. Lahko samo nekaj? Lahko, prosim. Meni se zdi super, da je zadaj računica, kljub temu, da večinoma teh računic ne maram, ampak se mi zdi super, da so končno začeli govoriti tudi o tem in mislim, da bi bilo krasno, da bi to naredili tudi v Sloveniji in smo se začeli pogovarjati o tem, da bi naredili neko presečno študijo v kombinaciji z Inštitutom za medicino dela in športa in pa FDV-jem, zato da bi ugotovili, kakšen je dejansko lahko tudi računica, če odgreva na to, v Sloveniji, da bi mogoče s tem spodbudili, da bi se en tak certifikat oziroma ena taka priporočila naredila tudi za k nam, ker tega zaenkrat pri nas absolutno ni. Zelo redka podjetja imajo sploh vodstvo, ki razmišlja o tem, ne. Seveda več kot žensko vodstvo ponavadi je poznati ta vpliv, ne. In vidim, mislim, sicer se širi glas od ust do ust, potem tudi, ko so delavnice, vidijo pozitiven učinek, ampak to gre dosti prepočasi v podjetjih. Jaz moram še eno stvar reči. Zdaj, najprej sem veliko predavala predvsem za neko laično populacijo, kar tako tu in tam, zato ker se mi zdi pomembno, da nasplošno ženskam povem, kaj se jim dogaja, da so okej, da se jim ne meša, da je to neki kamine, da je to naraven proces. In zdaj sem začela to pot, da poskušam priti tudi v podjetja in sem imela že predavanja v podjetjih, ampak zelo mi je zanimivo, ko dobim nek kontakt ali pa v končni fazi tudi povabilo, moram reči, da v večini podjetij, ko rečem, a želite, da v predavanje vključam tudi vpliv menopavze na delovno mesto in kakšne bi bile tiste prilagoditve, ki bi jih delodajalec lahko naredil zaradi tega, da bi pač olajšal, pa rečejo ne, dajte sam na splošno. Tako da tle se mi zdi, da imamo še kar dolgo pot za to, da jih bomo v bistvu pripravili do tega, da če bomo slišane, zakaj imamo težave in kaj je tisto, kar bi nam lahko pomagalo, bojo v bistvu s tem naredili si en velik plus in bo njihova računica boljša. Ker če dobimo support v času menopauzalne tranzicije na delovnem mestu, bo delodajalec v bistvu s tem dobil eno zelo kvalitetno delavko, ki bo v obdobju postmenopauze, ko se marsikaj bistveno spremeni in izboljša, tako kognitivne sposobnosti grejo ne na nivo, ko smo bile prej, ampak gremo na višji. Hkrati smo to ženske oziroma bomo ženske, ki bomo imela otroke, ki bojo že veliki. Se pravi, ti gre tudi neka odsotnost iz dela zaradi nege na stran. In če nam bojo pustili, da bomo v času menopauzalnega prehoda poskrbele zase, bomo pol tudi v tistem času bistveno bolj zdrave. Se pravi, bo tudi manj bolniških odsotnosti zaradi kardiovaskularnih bolezni, zaradi kostno-mišičnih bolezni in hkrati je to nek kader, ki ima vrhunske izkušnje in smo lahko oziroma bomo enkrat zelo dobri kot tudi učitelji mlajši. Tako da se mi zdi, da tle, če se jim uspe na tak način vodilnim kadrom predstaviti, zakaj je to pomembno, mislim, da lahko uspemo. Gospa Magdalena, se opravičujem, no, ampak vi ste že začeli, s temi predavanji pri delodajalcih, pa me zanima, recimo, kako pa so oni to sprejeli, ta vaša izobraževanja, kakšni so vaši odzivi pa izkušnje? Zdaj, jaz to v bistvu že 9. leto delam v podjetjih oziroma organizacijah, se tukaj tudi javna uprava in ostalo. Najlažje je zato, ker večinoma v kadrovskih službah so ženske. Včasih nastane izziv, ko morajo svojo idejo predstaviti vodilnim, no in tam se potem zadaj tista računica, zakaj se podjetju to splača, ne. Ampak v vseh teh letih lahko rečem, da jih na prste ene roke lahko preštejem tista podjetja, kjer so se odločili tudi za delavnice za vodilne. Na prste ene roke, ne. Se pravi, zelo redko, čeprav se mi zdi to v bistvu osnova, da vodilni prepoznajo, kaj se žensko dogaja, da znajo komunicirati o tem, ne, ker ponavadi se to vzame kot ena taka bolj intimna tema in da tudi vejo, kako podjetje žensko lahko podpre.
Ker včasih so rešitve enostavne in poceni. Ni nujna neka velika investicija. In začelo naj bi se pri vodilnih in potem šlo v ozaveščanje tudi celotnega kolektiva. Kaj pa je recimo njihov prvi vzgib, da vas sploh kontaktirajo? Kaj je običajno? A so že težave recimo, ali slišijo za temo, ali kako? Ena, da pač slišijo za temo, ko sem imela nekje delavnico, zelo pogosto preberejo o tem in potem bolj prisluhnejo svojim sodelavkam in slišijo, da te omenjajo težave. Ne? Tako da najprej v bistvu dobijo informacijo in potem postanejo pozorni, oziroma pozorne, pač večji del so ženske v kadrovskih službah, so pa tudi take, ki povejo, da so tam 40 plus, da se jim dogaja in potem želijo ozaveščati tudi okolico. Tako da so različni vzgibi tukaj. Hvala. Mi smo dali naslov tele okrogli mizi hormoni, prehrana in dobro počutje v menopavzi, a ne? In bi naslovila nekako majčken vašo temo, ne? Prehrana in dobro počutje v menopavzi. Kaj je tisto, recimo, ko ste vi bili povabljeni na našo okroglo mizo, kaj ste najprej razmišljali, da želite povedati, kako se lahko prehrana recimo prilagodi za ženske v menopavzi? Lepo pozdravljeni še z moje strani. Zelo sem vesela, da ste se odzvali v tako velikem številu, pa tudi za moške res pohvalno. Sicer malce včasih ni ženskam všeč, ker vedno moški izpostavimo, ko so v manjšini, ampak dejansko je res lepo. Ne? Veliko predavam o različnih tematikah in običajno je tako, kar podobna slika, kot je danes v dvorani. Nekako ženske srednjih let se raje odzivajo, moški so pa zraven. Tokrat verjamem, da v podporo vam, tako da zelo lepo. Smo nekako vse več ali manj, ne govorimo o letih, že v tistem obdobju, ko opažamo spremembe na svojem telesu. Kolikor nam to dopušča ta divji čas, v katerega smo ujeti. Ne? Kajti, če govorimo o podjetjih, kjer ne znajo prisluhniti svojim zaposlenim, verjetno prihaja do tega, da smo tudi sami nekako vpeti v to divje kolesje, kjer enostavno včasih tudi prezremo neke znake, ki se sprožijo v našem telesu in se potem enostavno sprašujemo, če je kaj z mano narobe. Ker če smo malce pozorni, opažamo različne težave, ne povežemo pa jih vedno s tem obdobjem, v katerem se nahajamo. Tako da to je zagotovo zelo pomembna tematika. Ni pa to bolezen, tako da mi je všeč, da je to tudi povedala zdravnica tukaj. In če nekako izhajam iz tradicionalnih znanj, ker tudi malo preučujem tradicionalno kitajsko medicino, sem tujina terapevtka tudi, recimo pri njih pravijo temu obdobju druga pomlad. Se pravi, se povsem drugače sliši kot to, o čemer zdaj govorimo. Ne? So težave, seveda, res pa je, da je ta druga pomlad, recimo pri njih, tudi vse manj v resnici druga pomlad, kajti slog življenja se je tudi v teh tradicionalnih deželah zelo spremenil v zadnjih nekaj desetletjih. Tako da, če nekoč, recimo ženske tam niso opažale takšnih težav, s katerimi se mnoge soočajo v sodobnem svetu, je nažalost danes tam slika zelo drugačna. Na splošno pa govorijo o upadu ledvičnega potenciala, ledvične energije, kjer je shranjena naša esenca. V sodobni medicini bi rekli, da je to nekaj podobnega našej genetski zasnovi. Zato pogosto tudi ženske odhajamo v to drugo pomlad približno enakem času kot naše prednice. Verjetno se strinjate, če veste, kako je bilo pri vaših mamah, babicah in tako naprej. In ta esenca, ki smo jo mi dobili, oziroma ta dedni zapis, ki smo ga dobili ob rojstvu, je pač recimo 100 enot. In skozi življenje mi te enote porabljamo. In v nekem trenutku, ko pač stopamo v ta prehod, v menopauzo, enostavno smo enote, ki so bile namenjene temu delu, počrpali. Se pravi, tukaj zdaj ni poti nazaj. Kako se bo pa naše telo odzivalo na te spremembe, je pa v veliki meri povezano tudi z drugimi stvarmi in tu moram omeniti še en drug organ, ki ga je potrebno krepiti, to pa je naša vranica.
Kajti, če mi kakovostno prehranjujemo oziroma skrbimo za svoje telo in podpiramo zdravje naše vranice, tega vraničnega biopotenciala, lahko poskrbimo za to postnatalno esenco, se pravi, lahko bi tudi rekli epigenetiko, se pravi vse te stvari, na katere mi lahko vplivamo s svojim načinom življenja. In tukaj je prehrana nedvomno zelo pomembna, ni to edini vidik, ampak je pa eden takšnih, ki jih pravzaprav lažje nadzorujemo. Zato verjetno, če bi naredili zdaj majhno anketo, pa jo ne bomo, ker ni časa, bi verjetno ugotovili, da so tudi simptomi pri ženskah različni. Nekatere jih bolj občutijo, nekatere manj, nekatere pa jih sploh nimajo. In če bi potem malce podrobneje raziskovali, zakaj so takšne razlike, bi hitro ugotovili, da je to v veliki meri povezano tudi z načinom življenja, kjer prehrana odigra kar pomembno vlogo. Najlepša hvala. Zelo všeč mi je bil tudi ta pozitiven poudarek, o drugi pomladi. Se mi zdi pomembno, da ne bomo govorili samo o tem, kakšne težave to obdobje prinaša, ker je gotovo tudi ena priložnost, za drugačno, za lepše, za bolj bogato življenje. Ampak je pa res, da, kako ste rekli, tehle 100 enot. Tukaj sem jaz zelo začutila, da bi to znalo biti povezano s hormoni. Ne vem, boste vi, gospa Maruša, povedali, a nam tukaj zmanjka teh 100 enot hormonov, ali mislim, vsekakor se te hormone da nadomestiti. Zakaj je zdaj ta hormonska terapija danes že, bi rekla, ena čisto normalna podpora ženski v tem obdobju? Najprej bi komentirala teh 100 enot. V bistvu se mi zdi zelo, pač sem zdravnica, ampak vseeno malo drugače gledam mogoče na določene stvari in so mi tudi, kar se tiče tradicionalne kitajske medicine in neke celostne obravnave, so mi nekako blizu. Tako da teh 100 enot, ki ste jih omenila, bi bilo mogoče iz mojega pač čist klasično medicinskega vidika, bi bila lahko povezava v bistvu na to, da se ženska rodi z končnim številom jajčnih celic. In pri moških je drugače, moškim pač spermiji skozi nastajajo. Oni imajo na 70 dni nov boost, novo zalogo. Mi pa ne. Mi se rodimo z končnim številom jajčnih celic in te jajčne celice potem z zelo veliko hitrostjo propadajo. Od rojstva do menarhe, ko sem rekla, menarha je v bistvu prva menstruacija v življenju ženske, jih propade 11.000 na mesec. In potem, ko enkrat začnemo z menstrualnimi ciklusi, v katerem pride v vsakem menstrualnem ciklusu, če je ženska zdrava, do ovulacije, to je v bistvu sprostitev jajčne celice iz jajčnika, ampak se ne porabimo v enem ciklusu samo ene, ampak zaradi nekega naravnega izbora, zaradi tega, da v bistvu je možnost oploditve najbolj kvalitetne jajčne celice, jih gre v enem ciklusu 1000, kar pomeni, da smo zelo potratno narejene za svojo reproduktivnost. In menopavza se doseže takrat, ko zgubimo te enote. Tle je bilo rečeno 100 enot, ampak kar se tiče pa čiste medicine, gre pa za to, da do menopavze pride takrat, ko je v jajčnikih manj kot 1000 preostalih jajčnih celic. In ja, takrat pač enostavno hormona zmanjka. Ta hormon, o katerem zdaj skozi govorimo, je seveda estrogen, to je v bistvu glavni, bi rekla, da narobe rečeno spolni hormon, je seveda spolni hormon, ampak daleč od tega, da je samo to, ker vpliva na celotno telo, ker če ne nas ne bi vplivali, ne bi imele možganske megle, ne bi imele hitrega bitja srca, če bi bil samo spolni hormon, bi vplival samo na rodila. Estrogen pač vpliva na celotno telo. In
ko ga enkrat zmanjka in takrat ga pač zmanjka, v pomenopavzi so nivoji estrogena v krvi res minimalni. Ne moramo reči, da jih ni nič, še vedno se izloča, ampak minimalno, bistveno manj, kot bi ga rabile. In imamo možnost, da ga nadomestimo z zdravili, ampak na tem mestu bi jaz poudarila, da tako kot pri vseh ostalih boleznih, ki jih imamo, to ni bolezen, ampak pri vseh ostalih stanjih, ko bi si lahko pomagali z zdravili, jaz mislim, da je zelo pomembno za današnji svet to, da se končno enkrat začnemo zavedati, da smo za svoje zdravje najprej odgovorni sami. Kar pomeni, da ne moreš delati v življenju vse narobe, v smislu, kaj ješ, kako se giblješ, v končni fazi, v kakšni družbi živiš, kakšne odnose gradiš, in potem greš k zdravniku, ker imaš težave, pričakuješ recept in zdravilo, ki ga boš pojedel in vse bo dobro. Pač, hvala Bogu, naš telo ni tako narejen in je bistveno boljše za naše splošno počutje in za neko dolgoročno srečo in zdravje to, da preden se začnemo pogovarjati o tem, da imamo možnost predpisa sintetičnih hormonov, kaj vse lahko ženska naredi v bistvu sama, zato da bo našla nadomestke tega manjka estrogena drugje. In zato bi jaz mogoče najprej šla na to, kaj so tiste stvari, ki jih lahko oziroma celo moramo mi v tem obdobju menopavzalnega prehoda narediti, in šele če smo tu neuspešne, potem v bistvu pridemo nekako na vrsto ginekologi, ki lahko predpišemo hormonsko nadomestno terapijo. Hvala. Razmišljam, da pravzaprav resnično bi si vsaka od vas in ve zaslužila čas, da imate vsaka čas o svoji temi na polno govoriti, in tudi naši obiskovalci, mogoče kdaj kasneje še to lahko naredimo, ampak res to je okrogla miza, poskušali bomo čim bolj nekako informativno, a ne danes, pa potem kdaj še malo razširiti. Gospa Magdalena, kateri so najpogostejši izzivi, ki jih ženske doživljajo zaradi pomanjkanja razumevanja menopavze na delovnem mestu, kako jih premagati? Nekaj simptomov smo že slišali, a se da kako poskrbeti za delovno okolje, da tudi ti simptomi bi bili manjši, razumevanje večje? Zdaj, gotovo se da poskrbeti tudi za delovno okolje, čeprav na prvem mestu se mi zdi tukaj razumevanje v kolektivu, torej ena splošna informiranost, kaj se z žensko lahko dogaja, in da ni čudna, da čisto preprosto vzrok je v hormonih, recimo tudi, da je razdražljiva, da je živčna, včasih celo agresivna ali pa neka jokavost nepojasnjena. To je vzrok pač, ker so možgani v bistvu izpostavljeni prenizkim odmerkom estrogena, pa tudi progesterona, in posledično imamo neke težave z razpoloženjem, z vedenjem. In če bi okolica to razumela, bi lahko preprečili marsikateri konflikt ali nerazumevanje. To je tista prva stvar. Potem so pa čist, bi rekla, ena ocena delovnih pogojev, kjer lahko vidimo, kateri so tisti pogoji, ki vplivajo na dobro počutje ženske. Zdaj recimo ena, ki ima vročinske oblive, in tu velik del, 3/4 žensk približno jih ima v večji ali manjši meri, tam je že temperatura delovnega okolja, ventilacija, vlažnost, ampak ni treba nekih zahtevnih investicij, pomaga že namizni ventilator. Ko me oblije, si ga pržgem, me ohladi, potem ga spet izklopim, da ni kakšnih konfliktov, klima ja, klima ne, s mlajšo sodelavko, recimo taki primeri. Dostopnost hladne vode, ker tudi to, da se ohladim, pa umijem obraz, je pomirjajoče, pomaga tudi pri vročinskih oblivih, tudi kakšen prostor, kjer se lahko malo umirim, kadar čutim, da sem ko en ekonom lonc, ki bo eksplodiral, kakšna dihalna vaja, malo zadiham, kakšna vaja čuječnosti, da mine tisti impuls, recimo. Potem uniforme oziroma oblačila, v katerih delam. Angleži so tukaj dosti pred nami, recimo policija, ki ima certifikat menopause friendly, policistke, ki imajo težave z vročinskimi oblivi, imajo na razpolago drugačno uniformo, z naravnih materialov in tudi več rezervnih, recimo bluz ali pa uniform. Tako da reči so dostikrat preproste, včasih je pa potrebno tudi malo sistemsko pogledati, recimo glede delovnega časa.
Ne, a se da tukaj malo več fleksibilnosti, časovne banke. Ženska ima recimo lahko zelo slab dan, ni spala celo noč, jo je oblivalo, pa tisti dan pride kasneje v službo. Dela nekaj manj ur, naslednji dan, ko se je počutila boljš, oddela kakšno uro več. Izmensko delo. A se da to spremeniti, da določeno obdobje ženska ni izpostavljena temu, ker to seveda tudi vpliva na nespečnost. Ne? Obremenitve delovne, mogoče določeno obdobje sprejema malo manj odgovornosti, manjša obremenitev, malo več pomoči, da prebrodi tisti čas, ko je najhuje, ne? Ko ima največ težav. Tako da tukaj je, ali pa da ne pozabim, seveda stres na delovnem mestu. Stres, sploh kronični stres lahko zelo poslabša težave, ki jih imamo. Se pravi, tudi žensko naučiti, kako ga obvladovati in tudi v okolju spremembe, da je tisto obdobje ona manj obremenjena. Se pravi, rešitve so včasih banalne, preproste kot je ventilator, včasih je treba tudi malo bolj sistemsko pogledati stvari. Ne? Ja, zdaj razmišljam o svojem delovnem okolju, ne, in res lahko sem hvaležna, no, da delam v tak prijetnem delovnem okolju tukaj na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. Dejansko imamo čisto v bližini čajno kuhinjo, kopalnico, klimo, ne. Mislim, čisto drugače pa je tako, ste omenjeni recimo policistke na terenu, ne, ali pa kakšne delavke v kakšni proizvodnji, ne, so pa čisto drugi pogoji, ne, za katere je treba res dobro poskrbeti. Obe sta navajali tudi tele simptome razne, ne, od tega oblivanja do, nismo še omenili recimo prenapihnjenosti, pa vem, da je tudi eden izmed simptomov, mogoče za gospo Sabino en izziv, kakšna živila, kakšne začimbe, bili ste soavtorica v 3 knjigah, veliko veste o tem, no. Ja, pa če se še navežem na gospo Magdaleno, bi si tudi sama v podjetjih želela več prostorov namenjenih pripravi hrane. Se vem, da to marsikje je, ampak povsod pa ni. Sploh v kakšnih večjih podjetjih je tako, da so zaposleni kar nekako obsojeni v navednicah na to, da skočijo med pavzo ven v trgovino. Tako da na tem področju bi se mogoče tudi dali, ne, če so prostorske zmogljivosti takšne, da bi se naredila vsaj neka manjša kuhinja, pa da se nekako, dobro, to ne vem, če bo šlo v podjetjih, ampak zavedanje tega, da res lahko marsikaj naredimo sami, ne? Predvsem lahko največ naredimo sami, preden gremo k zdravniku. Ne? In če imamo mi eno majhno kuhinjo na delovnem mestu, pa si prinesemo s sabo obrok, ki je lahko zelo preprost, ki si ga lahko pripravimo zjutraj, preden gremo v službo, pa si ga potem prinesemo v eni posodici, pa imamo možnost, da si to tam pogrejemo. Na tak način bomo zagotovo zaužili veliko bolj kakovostno hrano, ki bo bolj podporna za nas. Predvsem pa bomo na tak način zaužili veliko manj procesirane hrane. In procesirano, to so ta visoko predelana živila, so tudi eden najbolj pogostih krivcev tudi za vse te prebavne težave, ki ste jih omenili. Se pravi, lahko sedaj naštevamo, katere začimbe, vse so super, čisto vse so super, kar zadeva vpliv na naš prebavni sistem. Mimogrede, 50 smo jih preučevali in vsaka izmed teh z različnimi mehanizmi nekako uravnava tudi te procese v našem telesu. Ampak dokler mi nekako teh osnov ne usvojimo, se pravi, da je naša prehrana čim bližje izvirni kodi, ne, čim bližje zrnu, bomo pravzaprav težko. Ne. In če imamo mi možnost sami si pripravljati svoj obrok, ki je lahko zelo preprost, smo na tak način že zelo veliko naredili. Ne. To velja seveda za otroke, za starejše generacije, pravzaprav za vse življenje. Ne. In tudi v šolah in v vrtcih bi si nekako želela, da bi se te stvari še hitreje odvijale, pa tudi v bolnišnicah, tam pa še posebej, ne, v tej smeri, da se daje poudarek čim bolj naravnim živilom, živilom, ki so kar najmanj predelana, torej to, kar zraste blizu ali na našem vrtu ali v sosednji vasi, če pa kupite, pa da je res seznam živil čim krajši in da vse poznate, torej da ni aditivov dodanih, da ni nekih zapletenih kemijskih imen, tudi če ste kemik, torej da so sestavine, ki so
vsem znane, tudi vaši babici, in da si čim več stvari pripravite sami. No, na tak način mislim, da bomo kar veliko težav odpravili, kar se tiče tega področja prehrane. Tukaj bi samo eno stvar omenila. Tudi študija je bila narejena, ena zelo velika strani v Angliji. Zoe je portal v bistvu, ki je tudi kot nek podcast, vodilna znanstvenica, pri njih je Sara Berry, ki je v bistvu kot klinični, ona je drugač biokemik, ampak ukvarja se predvsem za prehrano. In tam so naredili eno ogromno študijo, v katero je bilo vključenih 17,000 žensk, ki so imele menopavzalne simptome. One so imele potem na voljo prilagojene jedilnike, kaj jest, kaj ne. In je bilo jasno pokazano, da se večina menopavzalnih simptomov samo za spremembo prehrane zmanjša za več kot 35%, brez česarkoli drugega. Tako da vpliv prehrane je absolutno zelo, zelo velik in preden gremo na kakršnekoli detajle v smislu, katera začimba, katero prehransko dopolnilo, se mi zdi ključno, da ja, tako kot ste rekla, ne, da se v bistvu izključi iz prehrane procesirana hrana, da kupujemo živila, ne izdelke. In ja, da so te deklaracije, ko imaš nekaj, kar boste kupile v roki, da je pač čim krajša in da razumeš vsako besedo, ki je napisana, kaj je noter. To sicer pomeni tudi, da je dobro s kakšnim povečevalnim steklom v trgovino, ne? Ker ponavadi so te deklaracije tako na majhno, da jih težko prebereš, ne? Ampak res pogledati, a so tam samo sestavine, ki bi jih tudi jaz uporabljal v kuhinji, pa moja mama, pa moja babica, ali pa tam en kup nekih čudnih kemikalij. Tudi pri kruhu. Ne? Da ne govorimo, če pogledaš šunka, kaj je bilo to včasih in kaj vse je noter danes. Ne? Pa še nekaj, da sploh preberete deklaracijo, mislim, da niti ta bralna očala niso več dovolj. Jaz sem po mojem ena redkih oseb, ki je deklaracije brala od otroštva naprej. Ne vem zakaj, to sem pač počela in to je bil prvi znak, da sem opazila, da več ne vidim dovolj, ko nisem več deklaracij videla. Zdaj le nosim bralna očala, tudi z bralnimi očalami je včasih težko prebrati. Tako da mogoče povečevalno steklo, lupa, sicer pa vsi imamo telefone, ko se da slikati in povečati. Predvsem pa preberite deklaracijo in ne samo tisto, kar piše na sprednji strani. Ne? Potem pa nekako sosledje je takšno, tisto, kar je na prvih mestih navedeno, tistega je največ. Čeprav samo ime nakazuje, ne vem, z aloe vero, recimo, ne, potem je pa ta na zadnjem mestu navedena, pa je noter 0,1%, recimo. Ne. Tako da obljube so velikokrat precej večje od tistega, kar v resnici v živilu je. No. Tako da vas vabim, da se mi pridružite pri tem, da v trgovini zelo natančno preučujete stvari. Gospa Maruša, jaz bi vas pa zdaj zapeljala nazaj na tole hormonsko terapijo. Namreč ni primerna za vsakogar, pa me zanima, pri katerih letih mogoče začeti razmišljati o tem, zakaj tako zgodaj, ker vem, da je treba bolj zgodaj, kot večina mislimo, in pa za koga je pravzaprav primerna, pa mogoče tudi za tiste, ko ni, ne? Ja, hormonsko nadomestno terapijo v bistvu uporabljamo pri ženskah, ki imajo simptome toliko izrazite, da ji kvarijo neko kvaliteto življenja. To je zaenkrat osnovno priporočilo. Kljub temu, da če veš, da uporaba hormonske nadomestne terapije za 50% zniža tveganje za srčno-žilna obolenja in za 30% zniža tveganje za smrt iz katerega koli razloga, bi se pol vprašal, zakaj jo pač enostavno ne uporabljamo vse. Ampak tako kot sem že prej rekla, najprej dajmo pomest pred svojim pragom in potem si lahko pomagamo tudi s tem. In ja, hormonska nadomestna terapija se lahko predpiše že v času menopavzalnega prehoda. Ne samo lahko, celo priporočljivo je, da če ima ženska take težave, da jo uvedeš že takrat, tudi če ima še popolnoma redne menstruacije. To nikakor ni razlog, da bi rekla, pa se velikrat to sliši, da ginekologi reče, se imate še menstruacije, pol ne rabite. Ni res. Če imate vi težave, ki jih niste mogli razrešiti sama, ki vam otežujejo neko vsakodnevno življenje, potem je hormonska nadomestna terapija popolnoma na mestu. Kdaj je ne smemo več predpisati,
prvi predpis hormonske nadomestne terapije ne sme biti več kot 10 let po menopavzi, kar pomeni, če je ženska imela svojo zadnjo menstruacijo pri 51 letih, lahko hormonsko nadomestno terapijo uvedemo do 61. leta. Če pa je ta ista ženska začela hormonsko nadomestno terapijo jemati pri 48, potem jo bo pa je lahko jemala tudi kasneje po 61. letu. Samo na novo je ne smemo uvajati več kot 10 let po menopauzi. Tlej na tem mestu bi mogoče še to povedala, da je neka fama nad to hormonsko nadomestno terapijo, zaradi tega, ker je bila pač leta 97 v Ameriki narejena neka študija, katere rezultati so bili pač napačno interpretirani, to danes vemo, ampak o tem govorimo absolutno premalo in zaradi tega še vedno visi neka črna zavesa nad hormonsko nadomestno terapijo. Tudi marsikateri zdravnik, ginekolog še danes pove v smislu, a res, a tole te je mala, veste, da te je dobila pa raka dojke. Danes vemo, da temu ni tako, da naprimer telesna neaktivnost, kajenje, nepravilna prehrana, sladkorna bolezen, debelost nosijo bistveno večja tveganja za pojav raka dojke, kot naprimer jemanje hormonske nadomestne terapije. In ta ista študija, ki je naredila vso to zablodo okrog te terapije, je tudi jasno pokazala, da v prvih 5 letih jemanja ni v bistvu nobenega porasta tveganja za rak dojke, pa takrat ni nihče o tem govoril. Tako da, hormonska nadomestna terapija je danes absolutno varna, tudi iz tega, da uporabljamo popolnoma drugačne hormone, kot so bili uporabljeni takrat. Seveda gre še vedno za estrogen in progesteron, ampak oblika hormona je drugačna. Velikokrat se pojavlja izraz, da je bioidentičen. Hormon ni bioidentičen, zaradi tega, ker bioidentičen je samo tisti, ki ga naredimo same. To je sintetičen hormon, ki je narejen v farmacevtskih tovarnah, ampak je pa hormon zelo podoben kemijsko temu, kar naredi naše telo. Ne pa tako kot oni, ki so bili včasih, ki so bili popolnoma na nek način drugačni z enako funkcijo. In iz tega ven imajo bistveno manj stranskih učinkov. To je ena stvar, druga stvar je pa ta, da je način vnosa hormona danes popolnoma drugačen. Včasih so vse hormone vnašale ženske peros, se pravi, da so tabletko pojedle. Danes estrogen, ki je ključen za nadomeščanje, v bistvu vnašamo preko kože. V tujini imajo možnost tudi preko obliža, pri nas je na voljo razpršek ali gel, ki si ga ženska v bistvu aplicira preko kože. Ta drugi hormon, progesteron, se pa načeloma jemlje lahko ali da se ga poje kot tabletko, lahko se ga vstavlja v nožnico, lahko ga pa enostavno v obliki materničnega vložka, to je ta Mirena, vstavimo v maternico in deluje samo lokalno. Tle se mi zdi pomembno poudariti, da progesterona nikoli ne vnašamo preko kože, zaradi tega, ker je velikost molekule drugačna kot pri estrogenu in se zelo nezanesljivo absorbira preko kože. Tako da ne moreš nekako nadzorovati, kakšen je dejansko vnos v telo. Ja, to sem zelo hvaležna, da ste zdaj omenili, zato ker pač na tržišču se pojavljajo tudi razne kreme, in mogoče katera bi slišala recimo za to, pa bi se kar mal samo zdravila, ženske to velikrat znamo narediti, super, tamle ena krema, dajmo, ni dobro, tako razmišljati. Ne, načeloma ne, sploh kar se tiče, če govorimo, zakaj je sploh pomembno, da uporabljamo kombinirano hormonsko nadomestno terapijo, se pravi, da ženske ob estrogenu, ki ga želimo nadomestiti, dodajamo še progesteron. Gre za to, da je estrogen hormon, ki, če gledamo, kakšna je njegova funkcija na rodilih, je v bistvu on naredi to, da zadebeli sluznico v maternici po končani menstruaciji in potem, ko pride do ovulacije, progesteron v bistvu nekako blokira to dodatno debeljenje sluznice in če bi ženske nadomeščale samo estrogen, bi lahko prišlo ali v obdobju menopavzalnega prehoda ali pa sploh potem v pomenopavzi do tega, da bi se sluznica preveč zadebelila, hkrati bi se lahko pa tudi predrakavo oziroma rakavo spremenila. In tam v 50-60 letih, ko so začenjali s hormonsko nadomestno terapijo in žal tako kot z večino stvarmi, ki so se uporabljali pri ženskah popolnoma brez študij,
so ženske na začetku jemale samo estrogen in ukinili so ta princip zdravljenja šele takrat, ko je šel zelo v porast rak telesa maternice. Tako da danes vemo, da je potrebno progesteron dodati zaradi tega, da ščitimo maternico. Je pa res, da je učinek progesterona lahko tudi blagodejen se pravi, da ni nujno, da ga uporabljamo samo kot zaščito, ampak lahko izkoriščamo nekako v narekovajih še njegov učinek in to je ta dober učinek na možgane, ki ima en tak pomirjujoč učinek. Zaradi tega jaz vedno svetujem, da se progesteron jemlje zvečer in tudi tiste ženske, ki na primer še imajo menstruacijo, pa grejo na kombinirano terapijo, pa bi lahko na primer imeli ustavljeno samo mireno ali pa si dajale progesteron v nožnico, hkrati mi pa povejo, da zelo slabo spijo in bom rekla, ne, dajte ga rajši jemati, ker če ga jemlje v obliki tabletke, bo v bistvu ta učinek na spanje zelo dober. Najbrž tudi na spolnost, ne? Omenili ste nožnico, sluznico. Tukaj vem, da je lahko, brala sem, težava tudi v tem, da se ženske začnejo malo izmikati ali pa jim je neprijetno, ker ni več tako preprosto, kot je bilo včasih. V bistvu je še zmeraj čisto enako in preprosto, če stvari funkcionirajo. Težava je v tem, da eden od učinkov pomanjkanja estrogena je ta, da se izrazito stanjša sluznica v nožnici, zaradi tega je lahko sam spolni odnos zelo boleč. Temu rečemo dispareunija in moramo paziti na to, da do tega ne pride. Tako da ena od oblik hormonske nadomestne terapije je lokalna estrogenska terapija, ko se v bistvu dodaja samo estrogen v nožnico. V Sloveniji imamo na voljo dve oblike, ena je v obliki tabletke, ena je v obliki kreme. Krema zdaj trenutno ni na voljo, ampak mislim, da bo prišla nazaj. In tle je zelo važen, da ko ženska opazi, da pri spolnosti nekaj ni več čist, koliko je bilo, da je navlaženost drugačna, da je v bistvu že sam začetek spolnega odnosa lahko boleč, takrat ne smeš razmišljati o tem, z mano je nekaj narobe, zakaj mi zdaj več ne paše. Tukaj je ena tu zelo pomembna stvar, ki je fajn, da se potem partnerja med sabo pomenta, ker lahko moški reče, čak sem malo, včasih si se ful navlažila, zdaj se pa ne več, slučajno jaz te pač nisem privlačena, ne? In je to en zelo pomemben moment, da to skomuniciraš. Ne, ti si meni super, sam pač estrogena nimam, ne? In to je znak, da greš k ginekologu in da se uporabi lokalna hormonska terapija, ki je varna, ta pa v bistvu prav za vse, tudi ženske, ki so imele oziroma so prebolele hormonsko odvisnega raka, najbolj pogosto je dojka, ne? Jim ta terapija absolutno pripada in nima praktično nobenih stranskih učinkov, zaradi tega, ker samo lokalno deluje in iz tega ven v bistvu lahko ohranjaš neko kvalitetno spolnost daleč v postmenopavzo. Pa tudi spreminjati se začne telo, tudi hormoni vplivajo na spremembe oblike telesa, mogoče kakšna ženska tudi je to nek zadržek, recimo, ne, tu bi se zdaj gospa Sabina malo na vas obrnila, ker nekako te boki grejo, ne, ta trebuh pa se širi. Marsikatera reče, isto jem, ko sem kadarkoli jedla, ne. Kar prepuščam besedo. Ja, to pa je zelo znano. Ja, isto jem ali pa nič ne jem ali pa skozi pazim, kaj jem, ampak tehtnica pa se kar naprej dviguje. Dejstvo je, da se naša presnova zelo spremeni, ne, ko vstopamo v to obdobje in če bi to velja, ne velja čisto za vse ženske, ampak recimo za tiste ženske, ki pa se soočate s povečano telesno težo, kljub temu, da pazite na hrano, je pa zelo priporočljivo, da se res omeji vnos. Se pravi, malo bo treba bolj paziti na količino hrane. Zmanjšati kalorijski vnos. Jaz sicer nisem nikoli bila navdušena nad štetjem česarkoli ali nad tehtanjem, ampak enostavno, če smo do, ne vem, 40. leta lahko jedli iz največjega krožnika, bo treba malo zmanjšati krožnik. V sodobnem času je vse postalo zelo veliko.
imamo zelo velike krožnike, imamo skodelice za kavo, ki so 3-krat večje od tistih, ko so jih imele naše mame, da ne govorimo o babicah, imamo ogromne kavče, na katerih lahko ležimo, imamo ogromne avtomobile, ne? Vse je nekako prilagojeno temu, da smo tudi mi vse bolj ogromni. Skratka, če to opažamo, je pač pomembno, da smo pač pozorni na količinski vnos, ki pa nikakor ne sme biti osiromašen s hranili. Se pravi, pazimo na to, da ne jemo več tako velikih količin, pazimo na drugi strani pa tudi na to, kako je ta sedaj manjši krožnik sestavljen. Se pravi, da ne prihaja do pomanjkanja vseh pomembnih hranil, ampak če se nazaj vrnemo na tisto procesirano hrano, ki jo ni več, je to veliko manj možnosti, da se bo to dogajalo. Se pa v tem obdobju lahko dogajajo tudi razne nove intolerance, se lahko pojavljajo. Recimo, če smo nekoč zlahka uživali vso hrano, lahko v tem obdobju pričnemo opažati, da se ne počutimo več enako dobro, recimo pri, ne vem, živilih, ki vsebujejo sladkor, fruktozo, gluten. Tako da, če takšne stvari opažate, zelo priporočam, da postopoma odstranjujete določena živila iz svojega jedilnika, recimo teden dni, pa enostavno opazujete svoje telo. Nekaj časa je potrebnega, preden zares ugotovite, ali je to zdaj neko živilo, ki mi več ne ustreza. Včasih enostavno je pa tudi treba enostavno pogledati tekom dneva. Določena živila lahko uživamo v dopoldanskem času, pa nimamo nobenih težav, če pa jih zaužijemo v popoldanskem času, recimo po 3. uri, pa se telo čisto drugače odziva. Tako da ja, so spremembe, ampak bolj kot smo nekako v stiku same sabo, bolj ko se prisluhnemo, pa lahko zraven preberemo 1000 knjig, pa 1000 tudi poslušamo, pa 1000 enih priporočil, vsako telo je pa v bistvu zgodba zase. Tako da se mi zdi zelo pomemben ta vidik, da se slišimo in na tak način tudi najlažje ugotovimo, kaj je tisto, kar nam paše in kaj ne. Vsekakor pa bo treba na količine pa malce pomisliti, to pa ne bo šlo brez tega. Pa še eno stvar bi opozorila, sarkopenija, izgubljanje mišične mase. Ker dejstvo je, da mišice so tiste, ki kurijo energijo, se pravi tisto hrano, tiste kalorije, ki jih pojemo. In če nam mišična masa upada, kar je zelo povezano že itak s staranjem, ampak pogosto mi po 45. manj migamo, se manj gibljamo in to je tudi zelo povezano s tem pridobivanjem kilogramov. Dajmo razmisliti, koliko minut ali ur vsak teden vložimo v gibanje. Zelo pomemben dejavnik. Meni se zdi res super, da pri nas na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice imamo tudi to možnost, da zaposleni ob petkih zjutraj gremo na telovadbo. Priznam, da še nisem do zdaj te možnosti izkoristila, ampak ste me zelo nagovorili in si bom eno tako zavezo sklenila sama sabo, da če so že naši delodajalci tako odgovorni, da moramo biti tudi me, ki se približujemo temu obdobju. Bi vas pa še vprašala, kako pravzaprav skomunicirati svoje potrebe, recimo, kadar si v tem obdobju z svojimi delodajalci, sodelavci na delovnem mestu na splošno. Ja, dosti lažje je ženskom v podjetjih, kjer imajo ambasadorje za menopavzo, seveda spet v tujini, pri nas zaenkrat ne vem, da bi kje bilo, ker to je tisti vmesni člen. Pogosto je to ženska, ki je s menopavzne težave že šla, ki je postmenopavzalna, ima izkušnje, lahko nudi eno podporo, je tudi izobražena, kako se da pomagati in je nekje vezni člen med pač eno zaposleno, ki težave ima, in vodstvom oziroma kadrovsko službo. Zdaj pa, če smo nekje v eni sredini, v enem podjetju, kjer se o tem ne govori, kjer je to tabu tema, je težko skomunicirati. In mislim, da je tukaj naloga vodstva, da organizira izobraževanja za celotne kolektive, da so celotni kolektivi ozaveščeni in potem ženska dosti lažje spregovori o težavah, ki jih ima. Pa tudi, da ima informacije, kje lahko dobi pomoč.
Lahko je tudi konec koncev psihološka pomoč tukaj, lahko je nek dogovor z nekim zdravnikom, ki nudi svetovanje, podporne skupine se izredno dobro obnesejo v podjetjih. Se pravi, ženske, ki grejo skozi to obdobje, ki imajo težave, pa tudi tiste, ki so že mimo, se redno družijo, pogovarjajo o tem, se povežejo med sabo in si potem nudijo tudi podporo. Ne? Ker če imam jaz danes slab dan, imam pa kolegico, ki ima dobrega, pa me bo malo tako ponudila ramo ali pa me malo brcena, da ji greva hoditi, potem boš boljš. Ali pa pri prehrani se da ogromno s povezovanjem narediti. Ne? Tako da te podporne skupine v podjetjih lahko ogromno ponudijo ženski in potem posledično seveda tudi odnosi so boljši in na koncu se pozna tudi na uspešnosti gospodarski. Kaj pa ta ideja, ko jo je gospa Maruša na začetku omenila o certifikatih, ne? Zdaj recimo neki certifikati so zelo znani in tudi zelo zaželeni v podjetjih, recimo podjetje prijazno mladim družinam, podjetje prijazno okolju, podjetje prijazno marsikomu, ne? Vi ste že slišali kaj o teh certifikatih, ki bi bili prijazni ženskam v tem obdobju ali pač? Ne, so, seveda, tukaj predvsem anglosaksonski svet, ne, imajo Angleži, imajo Američani, Avstralci, tako da to obstaja, v Sloveniji tega še ni, ne, pa tudi mislim, da ni podjetja, ki bi si to prislužilo, ne. To je pač en tak sistematičen pristop k temu. In se potem s tem certifikatom tudi ponašajo in to pomaga tudi k ugledu delodajalca. Ker vemo, ne, kadrovski bazen je zmeraj plitvejši, starejši delavec je zmeraj bolj dragocen in ti želiš pritegniti talent in s tem, ko pokažeš navzven, tudi kot del družbene odgovornosti, da poskrbiš za starejše zaposlene in del tega je seveda tudi za ženske, ki grejo skozi menopavzno obdobje, določene težave, ne, to prispeva k tvoji privlačnosti kot zaposlovalca in hkrati zadržiš talent svoje zaposlene, da ne grejo nekam drugam ali pa mogoče tudi na nižjo pozicijo, ker imajo težave. Ja, seveda je njihove dragocene izkušnje. Ne? Vem pa, da obstaja že 7. september, svetovni dan menopavze na delovnem mestu, a ne? Tako da mogoče se takrat spet srečamo v tej ali pa malo drugačni zasedbi. Zdaj pa mislim, da bi naredila še zadnji krog, preden damo možnost našim obiskovalkam in obiskovalcem, da kaj vprašajo, ker se mi zdi prav, da če imate te super strokovnjakinje danes tukaj, da jih še vi kaj vprašate. Ampak čisto na koncu, no, zdaj v zadnjem krogu, ne vem, mogoče bi vam kar prepustila, da same izberete neko temo, ki še danes ni bila nagovorjena, dovolj izpostavljena, pa je zelo pomembna, pa bi ve želeli o tem še nekaj povedati. Gospa Maruša, oziroma ne vem. Ta menopavza je res tako široka, da jaz lahko ne govorim ure in ure. Tako da... Ampak pri vas recimo, ne, vi imate prakso, tudi zasebno prakso, pri vas tudi lahko še druge informacije ženske dobijo, a ne, če bi se odločile za hormonsko terapijo, s tem na razpolago, a ne? Ja, jaz sem v bistvu z novembrom lanskega leta začela prav z ambulanto, ki je namenjena zgolj svetovanju žensk v perimenopavzi in menopavzi, ker tega v Sloveniji praktično ni bilo. So določeni centri, ki imajo nek support za ženskam v menopavzi, ampak večinoma gre za neko pomlajevanje nožnice in laserske posege, da bi se pa pač ukvarjal s tem, da ženska pride in pove, kakšne težave ima, kaj si želi in da dobi eno pravo informacijo z področja hormonske nadomestne terapije, tega pa pač do zdaj ni bilo in moram reči, da je odziv res dober in te zgodbe, ki so, bi bile prav za eno knjigo zbrati, ker so ženske res hvaležne, da imajo en prostor, kjer lahko pač o tem govorijo in kjer dobijo pač eno podporo, ne samo pač v smislu zdravil, ampak vse ostalo. Ker jaz mislim, da je zelo pomembno to, da izobrazimo tudi splošno populacijo pač o tem, da je to obdobje zelo pomembno, da doleti vsako žensko in da se je potrebno z menopavzalnim prehodom začeti ukvarjati pri 40 letih, da je takrat ali pa še kakšno leto prej, da je potrebno spremeniti korenito svoj življenjski slog
če smo ga imeli prej pač drugačnega, ker je na račun nekega kvalitetnega življenja do 80. leta lahko takrat res naredimo največ. A ne? To je tako prilagoditev prehrane, kot prilagoditev telesne aktivnosti, ohranjanje neke kvalitete spanja ali pa v bistvu jo šele vnašanje v svoj urnik, neko higieno spanja, ker to so ene taki 3 ključni momenti, da te lahko nekako mirno peljajo čez to obdobje. Če pač ne gre, potem je še vedno hormonska nadomestna terapija možna. Zdaj sem se spomnila še enega vprašanja, ko sem si rekla, da bi vas rada vprašala. Namreč velikokrat neki simptomi dajo misliti, da gre za neko bolezen, tudi duševno bolezen, in potem ženske pristanejo prej v kaki ambulanti psihiatrije recimo ali pa kakem kliničnem psihologu, kot pa pri ginekologinji ali pa pri nekem drugem strokovnjaku, ki bi jim znal pravzaprav bolje na pravilen način opredeliti njihove težave. No? Ja, tukaj je v bistvu ena velika težava, zato ker tudi če jaz gledam pa iz svojega gledišča pri meni v ambulanti, ko mi ženska navede simptome, ki so dejansko vsi lahko simptomi perimenopavze, ampak hkrati jaz moram iti na izključevanje, ker morda pa niso. Kakor je dobro, da se je zdaj o tem začelo zelo veliko govoriti, je pa treba vedeti to, da čisto vsaka stvar, ki se ti po 40. zgodi, pa ni vezana na perimenopavzo. Tako da je še vedno polno enih bolezni, ki se lahko pojavijo v tem času in so potrebni obiski drugih specialistov, je pa res to, kar ste omenila. To so taki zelo tipični primeri. Naprimer, ženska pride na urgenco zato, ker ima nenadno hitro bitje srca, ki je pogojeno s tem, da, tako bom rekla, ki je lahko pogojeno s tem, da je estrogena manj, ker vpliva estrogen na ta prevodni srčni sistem, in pride na urgenco, posnamejo EKG. EKG je normalen, reče, gospa, to je bil pa paničen napad, dobi pomirjevalo in gre domov. In tega je ogromno. Druga stvar je, naprimer, to, smo se prej pogovarjali o spolnosti, o težavah z noženco, pekoč občutek ob uriniranju, pogosti odhodi na stranišče, lulanje tudi po noč, pa hkrati, ko gre lulat, lula čist mal. Če zelo na hiter nekomu na urgenci to poveš, bo dobila ženska predpisan antibiotik, ki ga definitivno ne rabi, ampak rabi lokalno estrogensko terapijo. Tako da tle je treba biti pa zelo pazljiv, tako na eni kot na drugi strani, da mi, ki se zdaj bolj s tem ukvarjamo, se zavedamo, da čisto vse pa ni perimenopavza, in hkrati vse specialnosti zdravniške, da pri ženski v tem obdobju morajo pomisliti na to, da so lahko in da je veliko stvari, ki se nam dogaja v tem času, pogojeno z padcem estrogena. Ena taka zelo tipična je tudi naprimer sindrom zmrznjene rame, ki je zelo zoprna zadeva. Ženska ne more več seči gor na zgornjo polico, modrca si ne more zapeti, in v bistvu to so slikanja in fizioterapije leta in leta, pa nič ne pomaga. Če bi v začetnem obdobju, ko je opazila slabšo gibljivost v rami, dobila estrogensko terapijo, bi bilo to bistveno boljše. Hvala lepa. Gospa Magdalena, kaj bi bila vaša zadnji poudarek? Moja želja, da bi se delodajalci zavedali svojega družbenega vpliva. Ker ravno preko organizacij, podjetij se lahko kultura spreminja in se v bistvu menopavza kot taka, kot pomemben prehod v življenju ženske, detabuizira. Tako da res, da vlagajo v izobraževanje svojih zaposlenih, ker zaposleni bodo to nesli ven v družbo širše. Hvala lepa. Gospa Sabina, jaz pa si ne morem pomagati, da ne bi zdaj na koncu rekla, kaj pa ta cukor, cukor mi je padel, to zdaj za na konec. Tam imaš vrečo napolitank ali pa čipsa, zraven pa en kup enih prehranskih dodatkov, in je veliko lažje pa ta cukor jesti, ker veš, da imaš toliko prehranskih dodatkov, ki ti bojo pomagali balansirati. Ni čist tak, pravzaprav bi moglo biti tako, ste prej rekli, čim manj procesirane hrane. Ko na naših krožnikih ni več procesiranih živil, tudi ni več sladkorja. V procesiranih živilih pa imamo danes zelo pogosto namesto sladkorja umetna sladila.
pred katerimi bi še bolj opozorila kot pred samim sladkorjem. Nekako pod pretvezo, da bomo na ta način ohranjali svojo lepo linijo, se je izkazalo, da ni čisto tako. Celo se povečuje lahko, ne vem, srčno-žilno obolenje, diabetes in podobno. Tako da to je pač nekaj, kar je pač vredno nadzorovati, ne? Se pravi vnos dodanega sladkorja. Ko pa mi govorimo o naravnih živilih, ne, kot je, ne vem, korenček, rumene buče ali tudi sadje ali suho sadje, tudi tukaj je seveda prisoten sladkor, to pa je potem nekaj povsem drugega, ne, tako da to ne moremo postaviti na isto stran tehtnice. Na drugi strani imamo pa tudi danes ogromno prehranskih dopolnil, tudi kar zadeva lajšanje težav v tem obdobju, o katerem se danes pogovarjamo, pa nasploh na vseh možnih področjih. In ja, marsikdo skuša kompenzirati neke svoje grehe v kuhinji na račun tega, da potem pač uživa razna dopolnila. Ampak sem prepričana, da če ostajamo zvesti svoji izvirni kodi in uživamo hrano, ki je zrasla čim bliže nam, na čim bolj naraven način, še vedno lahko v večji meri pokrijemo čisto vse potrebe našega telesa. Mogoče so tu manjša odstopanja, ampak če so, bi jih jaz vsekakor raje preverila, kakšne so ta odstopanja, preden bi dodajala, recimo, ne. Vitamin D zagotovo je eden od vitaminov, ki je za veliko ljudi priporočljiv, ampak spet na pamet, tudi že same smernice, koliko enot dnevno so zelo različne, ampak dobro, vitamin D se verjetno strinjamo, sploh v tem času, da je prehransko dopolnilo, ki nam zelo koristi, ne samo kar zadeva pač to, da obvarujemo svoje kosti, da imunski sistem krepi in tako naprej. Skratka, iz velikih zornih kotov, ne. Medtem ko vse ostalo pa jaz vedno raje pogledam pač, kaj kupim, kaj skuham in če ob vsem tem potem pride neka potreba po prehranskem dopolnilu, pa je treba vedno pretehtati, no, kaj, koliko česa, v katerem obdobju, ne. Zdaj, v obdobju menopavze imamo tudi zelo kakovostna prehranska dopolnila, s katerimi se lahko pomagamo, ni pa to nadomestilo za uravnoteženo prehrano. Mislim, najlepša hvala za tole, ker resnično strani prehranskih dopolnil se mi zdi, da je ena velika zmeda in ena velika tržna niša sploh na področju menopavze, ker vse, kar ima zdaj pred polno meno, se pač prodaja. Priporočila so v bistvu zelo jasna. V obdobju menopavzalnega prehoda ni razloga za jemanje katerega koli prehranskega dopolnila. Razen, če si zmeriš nivo D vitamina in je prenizek, potem jemlješ D vitamin. Vse ostalo pa lahko dobiš z prehrano. In tisto, kar se moram res priključiti vaši ideji, meni se zdi strašno sporno, da ješ popolnoma narobe, da si telesno popolnoma neaktiven in zvečer, zato da bomo zdravi in veseli, poješ eno pestko prehranskih dopolnil. Res ne tega delati. Eno tako presenečenje boste pa vseeno dobile v vrečki, ko boste odhajale, a ne? Tako da prosim, da to vzamete dobro namerno in seveda sodi k zdravi prehrani in kvalitetnemu gibanju, ne? Bolj kot pa k vrečki napolitank. Tako, zdaj pa bi jaz eno od mojih kolegic prosila, da vzame moj mikrofon, pa ga malo ponudi vam, zato ker par minut gotovo še imamo, zato da damo kateri izmed vas še mikrofon, pa da kako vprašanje postavite. Pozdravljeni, Natalija tle. Jaz imam pa težavo s preveč delujočo ščitnico na momente. Pa iščem, pa brskam, kaj bi lahko pojedla, da bi bilo to v redu. Torej, nikjer ne piše, nikjer nisem našla po spletu, v knjigah,
kako bi lahko ta hormon si uredila ščitnični, ne, da bi pač, mislim, ščitnico kot tako, da bi jo umirila. Mogoče vprašanje za gospo Sabino. Zdaj, da bi prav obstajala neka hrana, tipična, da si boste vi to težavo odstranili, težko rečem. No. Mislim pa, da z naravnim načinom življenja, se pravi, v katerem ni procesiranih živil, pa potem tudi ni povečanih vnetnih odzivov v telesu, lahko že zelo veliko naredite. No. Prej pač nisem utegnila povedati, ne, ampak če govorimo o prehrani pa vseh vitaminih, ki jih v tem obdobju zelo intenzivno potrebujemo, ne, to so poleg vitamina D zagotovo tudi kalcij, pa magnezij, pa cink, vitamin C, hrana, ki vsebuje veliko fitoestrogenov, bi mogoče za konec vseeno še naštela nekaj živil, ki jih je priporočljivo uživati, ne glede na to, ali ste že v tem obdobju, ali se približujete, ali ste pa že tudi mimo. Ne. Se pravi, poudarek na zelenolistni zelenjavi. Nasploh se mi zdi, da na našem krožniku, ne glede na velikost, bi največji del krožnika mogli nameniti zelenjavi. Potem pa to kombiniramo obvezno z beljakovinami, kakovostnimi beljakovinami, tudi z velikim poudarkom na beljakovinah rastlinskega izvora, ne, na tem, da je prehrana čim bolj raznolika. Zdaj v zadnjem času se ogromno, hvala Bogu, govori tudi o vlakninah. Vlaknine mi lahko dobimo iz zelo različnih vrst hrane, ne samo iz zelenjave in sadja, ampak tudi iz stročnic, kjer imamo zopet zelo pester nabor stročnic, iz različnih vrst oreščkov, semen, tudi žitaric. Skratka, če to kombiniramo, pokrijemo čisto vse potrebe našega telesa. Je pa priporočljivo tudi to, da pazimo na hidracijo, torej vsaj 1,5 litra, bolje 2 litra vode potrebujemo za to, da naše telo optimalno deluje. Hvala. Pa mogoče bi dodala še križnice. To je ta poceni skupina zelenjave, zelje, ohrovt, brokoli, cvetača, repa in podobno. Super bi bilo, če bi jih vsak dan vključili v hrano. Ja, točno, križnica, absolutno. Brokoli, ne, se včasih pohecamo, nasploh velja za eno tako super živilo, pa je čisto lokalno, raste tukaj. Ne. Če bi šli pa brati, katere so še posebej priporočljiva živila, bi pa verjetno med, ne vem, top 10 živil prebrali, poleg marsikatere začimbe, o katerih zdaj sploh ni bilo časa govoriti, tudi avokado, ki recimo ne raste tukaj. Ne. Tako da zdaj smo v sezoni, ko imamo tudi veliko divjo raslih rastlin, imamo zdaj svež regrat, imamo čemaž, lahko si naredimo čudovito solato, ki je dodal potem samo še nekaj kakovostnih beljakovin, recimo nekaj semen, lahko tudi nakaljenih semen, nasploh kalčki, tudi brokoli recimo ali kakšne druge križnice lahko kalimo. Skratka pa še ena stvar, mlečno-kislinsko fermentirana živila. Kar zadeva vpliv na našo črevesno mikrobioto, kjer je pač steber našega imunskega sistema in tudi steber tega, kako se mi počutimo v tem obdobju, lahko zelo dobro podpiramo s kakovostno prehrano, ki je bogata s probiotiki in prebiotiki in vlakninami. Ne? Ker spet, če se vrnemo nazaj k prehranskim dopolnilom, ker ko slišimo probiotike, običajno najprej pomislimo na prehranska dopolnila, pozabimo pa na veliko čisto živil, ki jih lahko sami ustvarimo doma, lahko sami kisamo mleko, lahko si sami pripravljamo kruh z drožmi, kombučo, skratka veliko možnosti imamo tukaj. Če te stvari uživamo, je še toliko pomembneje, da je zraven dovolj vlaknin, pa da so te vlaknine iz čim bolj različnih virov. Ne? Zdaj slišimo pogosto 30 vlaknin na teden, pa se mogoče zdi zelo veliko, ampak če jemo, ne vem, 3 različne stročnice, pa 3 različne žitarice, pa nekaj semen, pa oreščkov, pa seveda pester nabor zelenjave, smo lahko že v parih dneh na tej številki. No. V bistvu direktno
kontraindikacija, se pravi, da ne sme imeti hormonske nadomestne terapije, je tista ženska, ki ima trenutno aktivni hormonsko odvisen rak, pri tem, da tukaj je izključena lokalna estrogenska terapija in pa nepojasnjena krvavitev iz nožnice. A ne? Ja, migrenski glavoboli so direktna kontraindikacija za predpis kombinirane hormonske kontracepcije pri ženskah v rodni dobi, ker je odmerek estrogena v hormonski nadomestni terapiji nižji, tukaj te direktne kontraindikacije ni. Glavoboli, tako migrenski kot tenzijski, so lahko eden od simptomov perimenopavze, zaradi tega to ni razlog, da terapije ne bi predpisovali. Je pa logično, da če se vam nekaj takega poslabša, da potem pač ne jemljete več. Ja. Ja, najlepša hvala za vaše vprašanja. Hvala tudi vsem gostjam za vaše dragocene vpoglede in nasvete in informacije in priporočila. Menopavza je vsekakor obdobje, ki zahteva pozornost in podporo, tako v osebnem kot poklicnem življenju. No, zato upamo, da smo danes prispevali k večjemu razumevanju in odprtosti o tej temi. Hvala tudi vsem udeleženkam, udeležencem, da ste se nam pridružili. Želimo vam veliko zdravja, ravnovesja in dobrega počutja v tem življenjskem obdobju in seveda lep večer še naprej. Najlepša hvala, gospa Maruša, gospa Magdalena in gospa Sabina. Srečno. Hvala. Hvala.